Dobro večer, cenjeni gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, od parlamentarnih volitev je minilo že 31 dni, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Lažje je priti do puške kot do mleka v prahu za dojenčke. Tako je košarkar Golden State Warriors pospremil včerajšnji strelski pohod v zvezni državi Teksas, ki je zahteval 21 žrtev, 2 učitelja in 19 mlajših otrok. In odgovor zagovornikov pravice do neomejene uporabe oziroma dostopa do strelnega orožja: potrebno je izuriti in oborožiti učitelje, da se bodo lahko streljali z napadalci. Človek ostane brez besed. Sedaj pa se lotimo 132. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali: je Maribor ukradel naslov? Je nogometni klub Maribor ukradel naslov državnih prvakov? Mariboru ne bom nikoli čestital za ta naslov. Žal, da je klub, ki je bil ponos Slovenije, danes padel na raven dobesedno prostitutke. Tako oster je bil predsednik nogometnega kluba Koper. Ali je Maribor res ukradel naslov državnih prvakov, bomo vprašali našega stalnega komentatorja Darka Mršiča. Darko, dobrodošel. Živjo. Darko, ti si tako rekoč iz prve vrste v živo spremljal to končnico našega državnega prvenstva v nogometu, pa me najprej zanima, podobno kot recimo v angleški Premier ligi, se je naslov prvaka praktično odločil v zadnjem krogu. Zdaj, to je verjetno tudi edina podobnost med angleško Premier ligo pa našim državnim prvenstvom v nogometu. Ja, glej, zdaj primerjati te dve ligi je skoraj, mislim, lahko samo na tem nivoju neke šale. Skoraj drug šport, čeprav tako, je v bistvu točno to, skoraj drugi šport. Mislim, se tudi če pogledamo neko rang listo evropskih nogometnih lig, mislim, da so pred slovensko ligo ne samo Premiership, ampak še Championship in prva liga angleška. Tako da 3 rangi angleški so po neki kakovosti in po nekih parametrih, ki jih UEFA računa na tem rankingu pred slovensko nogometno ligo. Slovensko nogometno ligo pa po svoje ravno v neki kakovosti in v drugih nekih faktorjih, ki ne bi jo postavljali na nek nivo, degradirajo tudi te dogodki, ki so se nekako ponavljali, pa se tudi ponavljajo leta. Odgovorni so predvsem organizatorji in tu zdaj to uvodno vprašanje, ali je Maribor ukradel naslov, je lahko direktno vprašanje, odgovor pa ne more biti tako direkten, ker mislim, da je to vse en splet nekih okolnosti in večjih faktorjev in večjih nekih situacij, ki so sledile in prinesle do tega, da je Maribor na koncu v fotofinišu dobil ta korak prednosti pred Koprom. Do tega bova še prišla, ampak tole sem te mislil vprašati, Darko. Ne vem, če prav vem, pa me boš popravil, če se motim, ampak Maribor ni bil državni prvak potem, ko se je poslovil Zlatko Zahović. Ali se motim? Ne, mislim, da ne. To je prvi naslov po tem, ko je Zlatko Zahović zapustil svojo funkcijo v Mariboru. Tako da mislim, da je bil celo tudi iz nekega finančnega vidika tole Mariboru zadnja priložnost, da se konsolidira in da obdrži ta primat najmočnejšega kluba v Sloveniji, ki je pač nekoč zame bil tudi institucija. Po zadnjih dogodkih se mi zdi pa, da se obnaša kot na neki tržnici, kjer se lahko nekako mešetari in tako naprej. Tako da je resnično tu v mojih očeh nekega športnega spremljevalca, poznavalca padel. Ko bi ti sicer ocenil recimo to minulo državno prvenstvo, je šlo za kakšen premik v kvaliteti? Zdaj, če pogledamo sosednje države, dobro, Madžarsko bolj slabo nogometno poznamo, ampak recimo Avstrijo, Hrvaško, Italijo, posebej Italijo pa Hrvaško, se zelo veliko spremlja nogometa pri nas tudi v teh dveh državah. Na Hrvaški imamo občutek v zadnjih letih, da je šlo za nek kar bistven kvalitativni preskok navzgor. Sicer Dinamo še zmeraj pač ponavadi je državni prvak, ampak vsaj konkurenca se veča, tudi kdaj Dinamo ne uspe. V Italiji itak vemo, ena izmed 5 najmočnejših lig, recimo
recimo na svetu, Avstrijci so pač Avstrijci, ne, že dolgo niso več smučari, kako bi pa ti ocenil, samo smučari, kako bi pa ti ocenil recimo pač to slovensko minulo državno prvenstvo, je šlo za dvig kvalitete, ne, kaj se recimo je dogajalo? Ja, zdaj jaz sem v preteklih letih, ko so bile tudi tiste neke zaključne faze slovenskega prvenstva, kjer so, ne vem, tista sezona, kjer je Olimpija v zadnjih 6 kolih izgubila, sem vedno rekel za prejšnje nekak sezone, da je zmagal ne najboljši, ampak najmanj slab na koncu osvojil prvenstvo. Letos se je pa poznal nek premik, recimo, ko si že omenil hrvaško prvenstvo, hrvaško prvenstvo se je ravno s to neko kakovostjo, ki so jo pridobili tudi klubi Osijek, Rijeka, pa tudi Vzpon Hajduka, ki je pač tolemu najboljša pozicija, mislim, da po 6 sezonah, drugo mesto, kar je za ta splitski ponos in institucijo Dalmacije, Hrvaške, pa tudi širše v regiji nogometno. Kljub temu slab rezultat, pa je v 6 sezonah najboljši in to je Hrvaško ligo sigurno dvignilo na nek nivo. Spet v Sloveniji imamo zadnje 2-3 leta te neke preskoke klubov, če lahko tako nekako pavšalno rečemo, iz periferije, od Mure, pa tudi neki prebliski Celja. Imeli smo tiste obdobja odlična Domžal, ki so tudi v Evropi naredili neki korak naprej. Je pa tu spet ta problem, ki se je pojavljal leta na Hrvaškem, da pa Olimpija leta in leta ne more kljub velikim finančnim injekcijam. Očitno je problem predvsem tu v tem nekem menedžmentu, športnem menedžmentu, kar se izkazuje z nakupi igralcev, z odstavljanimi kadrov, trenerjev in tako naprej, da je to bremza tudi kakovost in napredek ostalih klubov. Recimo imamo ta domžalski bazen, kjer zelo dobro delajo z mladimi igralci, kjer imajo 2 kluba v prvi ligi, pa v drugi ligi dobro stoječ klub, ki je neprimerljivo manjši bazen z Ljubljano. Olimpija pa že leta in leta, če ne celo desetletja, dejansko niti ne kontrolira, nima pod kontrolo lastnega bazena mladinskih pogonov, če lahko reče, ne vem, Viške Svobode, pa Interbloka, pa Brava in tako naprej. Dejansko nimajo pod kontrolo niti lastnega tega bazena in to se pač tudi reflektira na to, da je klub tak, da pristane na to, da se v zimskem prestopnem roku pripelje 6 novih igralcev, predvsem z Hrvaške, Srbije, in ta, recimo, močna Olimpija bi sigurno še korak naprej dvignila kakovost slovenske lige. Je pa tu, se pravi, so pa te iz periferije, recimo, evo, Kopar je od tega, da je lansko leto se v zadnji minuti rešil in izvlekel obstanek z golom Balte, je letos evo v zadnjem trenutku oziroma v fotofinišu izgubil prvenstvo. Tako da je, kakovost lige gre tam, kjer se resno dela in kjer je nek sistematski pristop, se pozna tudi napredek. In to je recimo primer Kopra. Zdaj, pri Ljubljani, ko govorimo o športu Ljubljane, ne moremo iti, to tudi Olimpijo, v nogometu, ne moremo iti mimo župana Zorana Jankovića. Zdaj, čeprav vem, mislim, da je eden izmed njegovih vnukov zdaj debitiral ali pa saj bil v postavi pač Olimpije. A misliš, da to pomeni boljše čase za Olimpijo? Kakšen je odnos po tvoje že župana Jankovića do nogometa? Zdaj, vemo, pri štadionih je že malo ambivalenten. Se pravi, imamo ta stadion v Stožicah, potem pač Jocu Pečečniku, podjetniku, nikakor ne uspe izvesti projekta pač bivšega legendarnega štadiona za Bežigradom. Kako bi ti ocenil odnos Jankovića do nogometa? Je on kaj involviran v ta ljubljanski nogomet? Ni, bi moral biti bolj, manj? Mi, ki malo bolj to poznamo, tudi ti vem, da poznaš rokomet, dobro spremljaš, vemo, kaj je bil njegova prva športna ljubezen in njegovo tisto jedro športa, okoli katerega je tudi gradil nek svoj imidž, Krim Mercator v nogometu. Je sigurno on nekako, mislim, da nek fan, ampak mi, če gledamo leta nazaj, kaj je ne samo z nogometa, ampak z vseh kolektivnih športov v Ljubljani nastalo, dejansko so vsi na neki beraški palici, rešujejo jih neki stihijske pogodbe, uprave od danes do jutri. Recimo, dobro, zdaj je ta nek hibrid CD-vite Olimpije pokazal nekaj po 2 letih delovanja.
nek odskok v kvaliteti in v tem, da klub nekako resno deluje, vrnili so se tudi gledalci. Zdaj pa neka Zoranova ljubezen do nogometne Olimpije, bi pa mislim, da v teh letih županovanja se že zdavnaj izkazala, če bi realno obstajala. Preden greva na krajši premor, me še tole zanima, Darko, nimamo predstave, se mi zdi, mi bolj taki obrobni spremljevalci slovenskega nogometa, koliko je recimo povprečna plača ali pa nek zaslužek nekega povprečnega nogometaša v prvi slovenski ligi? Tu imamo spet velike razlike med recimo dvema, trema kluboma, vsi ostali pa in celo iznotraj kluba, kjer večinoma igralci, jaz mislim, da tam do 2000 evrov, 2500 evrov maksimalno, s tistimi paradnimi konji, če tako rečem, ki pa lahko zaslužijo tudi do 10 000 evrov, oziroma različne pogodbe so tu, kaj mu še poleg tega pripada, kakšne bonitete ima, stanovanja, avtomobili, tako naprej. Večinoma pa gre tu za tam okoli 2000 evrov povprečno, bi jaz rekel, da je v Sloveniji ta neka plača, si pa lahko vesel, če jo dobiš redno. V večini klubov. Očitno se od nogometa prav posebej obogateti v Sloveniji ne da, ne? Razen mogoče redkih posameznih. Ne, in mislim, da sploh zadnja leta ta sistematski pristop, kjer se je tudi šolstvo vključilo s temi gimnazijami in strokovnimi šolami, športnimi oddelki, je vsem potrebno, da te igralci si zagotovijo neko izobrazbo za prihodnost. Prihaja tudi do poškodb, vse večje tempo, vse močnejši so pritiski, zahteve proti igralcem. Nogomet je v povsem drugem ritmu se igra danes, tako da so že mladi igralci v rosnih letih zaključujejo kariere, tako da ni računati na to, da se z igranjem v slovenski ligi lahko zagotovi neka sigurna prihodnost. In zakaj je to pomembno, posebej glede zaključka letošnjega državnega prvenstva, bova pa povedala po oglasih, tako da ne namojiti gledalke, gledalci, se vrneva po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem, ali je nogometni klub Maribor ukradel letošnji naslov državnih prvakov. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami je še vedno naš stalni komentator Darko Mršič in izvrstni poznavalec slovenskega nogometa. Pogovarjamo pa se o tem, ali je nogometni klub Maribor ukradel letošnji naslov državnih prvakov. Darko, v prvem delu oddaje smo se rahlo že dotaknila recimo tega domžalskega bazena, da tako rečem, ne. Tam je en klub, nogometni klub Radomlje, ki je v bistvu nek fenomen, ne. Skratka, so prvoligaš, ki pa ne igra v Domžalah, ampak v zaključku letošnjega državnega prvenstva so pa še posebej, bi rekel, bili pod povečevalom. Nam lahko kaj več poveš o samih Radomljah in pa o tem, zakaj so recimo v zaključku tega prvenstva bile Radomlje na naslovnicah, čeprav po rezultatih recimo tja ne bi sodili? Ja, mogoče o Radomljah bi bilo še dobro omeniti njihov sporazum podpisan po zimi z splitskim Hajdukom, sporazum o sodelovanju. Oni imajo zdaj par igralcev, ki so tudi dobro pokazali se v zadnjih tekmah prvenstva, da so kakovostni. Mi moramo vedeti, da Slovenska liga šteje okoli 40% tujih igralcev. Večinoma gre za igralce iz Hrvaške lige, Srbije in tako naprej, Bosne in Hercegovine. Potem so pa tu še drugi v nekih manjših številkah, ampak v glavnem gre za Hrvate. In to je tudi ena zanimivost, ta sklopljen sporazum med Radomljami in tudi med šolami nogometa. Zdaj, zakaj je prišlo do tega, zakaj so Radomlje v fokusu zadnje dni, se je v javnosti začela krožiti informacija, da so v predzadnjem krogu za gostovanje proti Kopru dobili neko motivacijsko, recimo tako reči, nagrado vnaprej, oziroma v primeru zmage nad Koprom vrti se neka številka okoli 80 000 evrov. To bi naj Maribor ponudil, ne? Ki naj bi jim ponudil Maribor za posebno motivacijo igranja proti Kopru kot glavnemu kandidatu, takrat še dve točki prednosti pred Koprom v tistem krogu. Tako da je to, predvsem zaradi tega je prišel ta stvar v javnost, menda je sprožena ravno od strani igralcev.
ki na koncu niso dobili toliko, kolikor je obljubljeno, iz igralcev Radomelj. Sicer to težko, da bi tudi prišlo v javnost, če ne bi bili oni rezignirani s tem, da dogovor ni bil izpeljan tako, kot je bilo dogovorjeno. Mogoče pa so igralci Maribora zvedeli za to, pa so oni dali to v javnost, ker so bili fauš. Mogoče, zdaj ne vem, po moje, da z mariborskim igralcem, kljub temu, da zdaj že nekaj let nimajo nekih vidnih uspehov v Evropi, ki bi nekako blagajno polnili, pa tudi ne nekih transferjev, da je kljub temu neka finančna situacija, in to sem že na začetku povedal, je bil tole nekako stati in obstati s tem naslovom prvaka Maribora. Zdaj, kaj je tu še zanimivo? Mislim, reakcija nogometne zveze, ki pač se nekako pere s tem, da eksplicitno v pravilnikih nikjer ni navedeno, da konkurenčni klubi naj ne bi smeli financirati oziroma nagrajevati drugih klubov v prvenstvu, kar pa sproža popolno vprašanje legitimnosti samega prvenstva. Zdaj ne gre samo v tem primeru za to, ali je Radomlje igralo proti Kopru z večjo motivacijo, če se nekomu izplača denar, tudi vprašanje je tu, in to me še posebej zanima, kako je ta denar izplačan. No, se to sem mislil, če bi šla po vrsti. Zdaj, recimo, da je Maribor res obljubil pač Radomljam premijo, ne vem, 80.000 evrov, ki bi se razdelila med igralce Radomelj, če bi Radomlje premagale Koper. Tako, in načeloma po NZS-ovih stališčih to s tem ni nič narobe. Ni nič narobe, ja. Zdaj, zadeva je prišla ven, čeprav vem, preko pač športnega dnevnika ekipa SN, se pravi, ni se to kar nekdo spomnil, to so pač ljudje, ki imajo stike, recimo verjetno z igralci poznajo tudi razmere. Sigurno. Verjetno oni tega ne bi objavili, če ne bi bili vsaj do neke visoke mere prepričani, da je res nekaj na tej zgodbi. Ne? Če greva zdaj po vrsti, rekel si, nogometna zveza Slovenije, mislim, da se zdaj pred kratkim oglasila, je rekla, da pravilniki tega ne prepovedujejo. To je, tak se mi zdi, malo pišmeuhovski odnos. Ne? Verjetno pravilniki marsičesa ne prepovedujejo eksplicitno, ampak to ni odgovor na vprašanje, ali si v Sloveniji želimo, da bi se to dogajalo. To si rekel. Zdaj pa naprej. Če bi, recimo, Maribor res obljubil Radomljam nek denar za to, da bi igrale dobro proti Kopru oziroma zmagale, kako bi zdaj Maribor ta denar izplačal? A to zdaj bi prišli igralci Radomelj, ne vem, na blagajno Ljudskega vrta, pa se tam postavilo vrsto, pa vsak dobil denar na roke, ali bi to Maribor neko pogodbo sklenil z Radomljam? Mislim, kako bi sploh ta transakcija šla? Ker kolikor vem, verjetno v praksi ni temu čistko, ampak načeloma v Sloveniji pač se ne more poslovati z gotovino, verjetno tudi v nogometu ne. In točno to, če že NZS ne vidi težav v tem, da nekdo lahko motivira nasprotnika proti drugemu nasprotniku, ne vem, kako ne vidi težav oziroma ne postavi vprašanja, če govorimo o tej številki, ki se vrti v neki javnosti ali v nekih teh kuluarjih, 80.000 evrov, kako lahko nekdo kakorkoli teh 80.000 evrov prinese. Ne vem, vemo, da so nogometaši večinoma pod pogodbami oziroma samostojni podjetnik, delavec v športu. Me resnično zanima, so bile te premije plačane prek računov na račune teh športnih SP-jev, ker če je šlo za denar v gotovini, je to zelo sporno. Mi vemo, kako delujejo vse te principi, recimo, če ti danes prineseš aro za 3.000 evrov na banko za, ne vem, nakup avtomobila, te bodo vprašali že z tistega sistema varnosti, financiranja organiziranega kriminala, borbe proti terorizmu in tako naprej. Sploh, če si javno izpostavljena oseba, si avtomatsko pod vprašanjem postavljen in dan v neko sekcijo, ki preverja tvoje finančne transferje, in me resnično zanima, kako lahko nekje, kjerkoli, mislim, danes vodovodar ne more kar tako vzeti 1000 evrov brez izstavljenega računa. In če se že NZS-ju ne poraja vprašanje, ali je legitimnost prvenstva vprašljiva zaradi tega, ker v pravilniku ne piše, da nekdo nekomu lahko nakaže oziroma tako ali drugače izplača neko nagrado, bi se lahko vprašali tu,
pa ne samo NZS, v tem primeru bi lahko tudi druge institucije začele preiskovati to Ja, zadevo. meni pride na misel Furs, ne? Ker zdaj zaenkrat ga še vodi magister Ivan Simič, vemo, on je nogometni človek, tudi bivši predsednik, zelo uspešen glede rezultatov reprezentance Nogometne zveze Slovenije in verjetno bi saj njih morali zanimati, kako te transakcije, če so bile, potekajo, ali pa saj dati neke jasne odgovore, da jih ni bilo, če jih ni bilo. Dobro si me spomnil, jaz mislim, da je Ivan Simič bil v nekem obdobju, ko je bil predsednik, da je on tudi recimo takrat pod njegovim vodstvom, da se je nekako vzpostavil ta sistem plačevanja nogometnih sodnikov na vseh nivojih prek računov, ne več na gotovini. Prej si imel primer, da recimo pride soditi neko nižjo ligo ali ligo mladinskih pogonov, kjer se dejansko je izplačevalo tisto nadomestilo za sodnika v gotovini, potem pa ravno mislim, da je pod vodstvom gospoda Simiča se tudi ta segment plačevanja sodnikom uredil. In ja, predvsem sem tudi sam mislil na Furs, ker vemo, kako je danes z nakazilom 500 evrov fizični osebi, lahko priješ do tega, da priješ pod vprašaj Fursa, pa tudi drugih institucij, če si javno izpostavljena oseba. Ok, pojva naprej. Recimo, Darko, da sem jaz nogometaš Radomelj, ne? In recimo pač NZS pravi, nič ni narobe, če me Maribor nagradi, da jaz igram boljš proti Kopru, ne? Zdaj me pa zanima, koliko sem jaz pol motiviran, da igram pa boljš proti Mariboru, ne? Če imam to izkušnjo, očitno, ne? Saj, če druga ne, tudi če dejansko nisem dobil denarja, saj vidim zdaj, da Nogometna zveza Slovenija pravi, s tem ni nič narobe. Koliko sem jaz pol motiviran, da bom še kdaj dobro igral proti Mariboru? Verjetno se mi bolj splača igrati dobro proti vsem konkurentom Maribora, ker očitno zato lahko dobim nagrado, ne? Zdaj, če bom dobro igral proti Mariboru, ziher ne bom dobil nagrade od Maribora, ne? Tudi še en pomislek, tudi še en v nizu pomislekov, ravno to. In ne samo to, da kako bo igral proti Mariboru in proti tistim konkurentom, za katere Maribor ali katerikoli drug klub, da se govorimo hipotetično. To se pravi, glede na to, kar je NZS povedal, je očitno to nesporno in bo vsak klub, ki je finančno močan, lahko v naslednji sezoni vzpostavil princip, kjer bo svojim glavnim konkurentom njihove nasprotnike financiral. In ne gre samo to, kako bo ta neki igralec potencialnih Radomelj ali kateregakoli drugega kluba igral proti nasprotniku favorita za prvenstvo, ampak je tudi vprašanje, kako bo ta igralec, kako ima ta igralec avtomatsko prednost s to finančno injekcijo tudi proti svojemu konkurentu, ker gre ponavadi to za klube, ki so nižje, ki se borijo za obstanek ali za neka mesta tam. In recimo tudi te klubi, ki se borijo s temi klubi, ki prejemajo te nagrade, ostajajo v neki poziciji in v slabši startni poziciji, sploh če se vzpostavi ta prijateljska naveza za sezone in sezone naprej, kjer se ob vsaki priložnosti, ko vidiš, da je potrebno plačati svojega prijatelja, s katerim si to že uspešno oddelal, se postavlja pod vprašanje kompletna legitimnost in gore pri vrhu in spodaj, oziroma in konkurentom teh, ki plačujejo, in konkurentom tistih, ki dobijajo ta sredstva. Zdaj, še nekaj me zanima, Darko, kako recimo Nogometna zveza v tem primeru ve, da pa nek klub ne plača igralcem drugega kluba zato, da zgubijo tekmo? Kako zdaj dokazati, da so jim plačali zato, da igrajo dobro ali pa boljš, ne pa zato, da igrajo slabše? Mene je že zanimivo, no, da niso vedeli za to, da so to reagirali šele po par dneh. Kljub temu, da je očitno to prišlo iz garderobe Radomelj, zaradi nekega nezadovoljstva, očitno z razdelitvijo denarja obljubljenega. In seveda, in to je še tretji pomislek, kjer se pa odpira vprašanje, zakaj pa ne. Zakaj pa ne plačevati, zakaj pa ne prejeti denar tudi za slabše odigrano tekmo. Če nič drugega proti temu, ki ti plačuje, da bolje odigraš proti njegovemu konkurentu. Je pa nekaj res, ne, če to vejo ne vem igralci... pa, kako NZS to ne ve. Ne vem, kako, jaz vem, da se to po nekih sistemih preverja. Predvsem je večji interes preverjanja financiranja oziroma plačevanja tekem v sistemu stavnic. Oni zaradi svojih lastnih izgub bolje preverjajo to, imajo bukje, imajo sisteme, imajo algoritme, ki računajo čudne vplačila. Nogometna zveza pa očitno nima nekega velikega interesa, da tu nekako pokriva to neko koruptivno dejavnost, ki je očitno
očitno zelo prisotna. Ja. Pa še nekaj me zanima. Ne? Zdaj, če igralci vejo, ne, da so nekateri plačani za to, da boljši igrajo proti določenemu nasprotniku, to verjetno vejo tudi nogometni sodniki. Ne? Pa se tudi sodnik vpraša, zakaj pa on sodi, recimo. Ne? A zdaj sodi za ta klub proti temu klubu, ker če so lahko plačani igralci, verjetno, kar sicer bo nogometna zveza rekla, da ni dovoljeno, ne, plačevati sodnikov, ok, ampak kaj si sodnik po tvoje misli? Glejte, nogometna scena v Sloveniji, predvsem ta na nekem tem nivoju višjem, recimo, to je zelo majhen krog ljudi, to je igralcev imamo okoli 300 v prvi ligi, nekega tega strokovnega kadra in sodnikov, kolikor je, in funkcionarjev nogometne zveze, medobčinskih nogometnih zvez, tako da se tu hitro stvari zvejo in marsikaj kaže na to, da so nekatere povezave že stalnica in da so nekateri zaščiteni. Jaz predvsem tu mislim, da je v slovenskem nogometu, nogometni zvezi prevelik vpliv sodniške organizacije. Recimo imamo tudi primer v futsalu. Pred 2 tednoma je po 40 letih paradni futsal klub v Sloveniji čez noč izdal svojo izjavo, kjer so nepreklicno ugasnili klub ravno zaradi sodniške organizacije v futsalu, tudi nekih insinuacij, insinuirajo predvsem tudi na favoriziranje klubov iz vzhoda, prav tako iz Štajerske, in to je, da je Svea Lesna oziroma futsal klub Litija po 40 letih klub, ki je vzpostavljal futsal, in in da se vrnem na to, ta bazen v nogometu ni tako velik in tudi vidimo ta pristop, ki je bil do Kopra celo sezono. Ne gre tu samo za to, kako so odigrali proti Radomljam in kako so Radomlje igrali proti njim. Mi moramo vedeti, da je Koper najbolj kontinuirana ekipa in je imel najboljši neko serijo, 7 zmag, rekordna serija, 11 tekem brez porazov, isto rekordna serija, imel je največjo kontinuiteto, nekako najboljšo serijo. Moramo pa vedeti, da je Koper skoraj vse tekme igral za Mariborom, to se pravi, vedno je lovil rezultat. Vedno je gledal na svojega glavnega konkurenta, kako je včeraj odigral. Da ne govorimo o delegiranju pokala pred koncem prvenstva, kjer so še vedno odprta vrata za vstope v Evropo, da ne govorimo potem o tem, da recimo nogometno zvezo, če se vrnemo na njo in na selekcije, Max Barišić, prvi strelec do poškodbe, niti blizu ni bil spiska reprezentance. Koprski napadalec, ki je bil do poškodbe daleč najboljši strelec, zdaj na koncu ga je prehitel Mudrinski. Ampak ja, neke povezave so, ki na koncu nekako ne moremo reči mogoče, da je Maribor ukradel prvenstvo, ampak serija, veriga nekih faktorjev pa pripelje do tega, da je Koper vseeno bil na koncu ta korak prekratek in lahko išče izgovore oziroma argumente v vseh teh dejanjih, predvsem iz strani nogometne zveze, sodniške organizacije, delegiranja in tako naprej. Ja, to sem te tudi hotel vprašati, no, zakaj se je s tem finalom pokala tako mudilo, ne? Koper je pač v bistvu se boril za naslov, bil je tudi v finalu pokala, tam so Koprčani odigrali fair. Načeloma, oni so se v Evropo že uvrstili z pač uvrstitvijo v finale pokala, ne, verjetno jim naslov državnih prvakov bi jim več pomenil kot naslov pokalnih prvakov, ampak so odigrali fair tekmo, niso šli recimo v tekmo z mladinci, z rezervami. In jaz mislim, da je ravno tu ta rezignacija predsednika Kopra Ante Guberca, ker je odigral pokalno finale pošteno. Resnično pošteno, lahko bi se z Bravom dogovorili, mislim, da je to tudi v današnji ponovni izjavi, ravno nekako se je bolj osvrnil na Bravo. Je dejstvo, da je Koper odigral pošteno, da je Koper hotel sezono do konca odigrati pošteno in imamo primer v Hrvaški ligi, kjer je bilo tudi vse odprto, Koper Rijeka oziroma Hajduk Rijeka, Osijek in Dinamo, pokalna tekma se bo igrala sedaj, ne bo, to se pravi, so počakali s tem, odprta so bila marsikatera vrata še v slovenski ligi in tu se je nekako pustil prostor za manipulacije, ravno tudi s tem delegiranjem pokalne tekme pred zaključkom prvenstva in mislim, da gospod Guberac tudi v tem primeru, da ima prav in da je tudi Koper v tem primeru tudi nekako čustveno se izčrpal. Vseeno je to osvojitev prvenstva, doseg neke lestvice, ki so jo zadali pred prvenstvom, ker po mojem vedenju je bilo ravno to priti v Evropo in potem je težko igralce pripravljati
in recimo, ko sem gledal tekmo proti Radomljam v Kopru, se je tudi to poznalo, neka emocionalna izčrpanost, plus to, da je Koper spet oživel. Koper mislim, da ima letos, da je tretji klub po obiskanosti, tako da se je na obali spet oživel ta nek občutek za pripadnost kluba mestu in mesta klubu. In predvsem zato mi je žal tega, kar se je zgodilo. No, je pa nekaj res. Zdaj, Maribor ne vemo dejansko potem, kaj je plačal Radomljam ali ni plačal. Ni pa zanikal Maribor, da mu to ni bilo dovolj, če je to bilo res, ampak se je lotil tudi Mure, se pravi svojega zadnjega nasprotnika v zadnjem krogu tega državnega prvenstva, ki je nazadnje odločal tudi v naslovu prvaka. Kaj pa se je recimo z Muro dogajalo, ker tega pa Maribor ni zanikal, je celo pač javno je športni direktor kluba zdaj po končanem prvenstvu povedal, kaj so počeli. Kaj se je pa dogajalo med Mariborom in Muro? Ja, tu je pa isto prišlo do, jaz mislim, da nekorektnega in mislim, da namerno v javnosti sproženega tega dogovora z vratarjem, s prvim vratarjem Mure. In mislim, da je tudi tu nek nekorekten odnos Maribora do neke institucije. Mura je institucija. Mura je nogometna institucija v Sloveniji, hočemo, nočemo, to je zaradi ljudi, predvsem zaradi ljudi okoli kluba in zaradi njihovih navijačev, ki so res pokrivajo širok spekter od otrok do babic in dedkov. In mislim, da je ta ena nogometna kulisa, ki se dogaja v Murski Soboti, nekaj najlepšega v Sloveniji. In vemo, recimo ravno v tej neki suvereni zmagi, zadnjem krogu Maribora v Murski Soboti, pa vemo, da je Maribor, ne morem zdaj potrditi niti nekako statistično reči, ampak mislim, da dolgo ni zmagal v Muri. In ne samo Maribor, Mura je rada vzemala skalpe velikim in na papirju boljšim. Tako da mi je da je tudi ta nekako povsem suverena zmaga Maribora odpira mnoga vprašanja. Moramo vedeti, da ravno potem, ko se je zgodilo ta neka nekorektna ponudba. Ja, sem, da povemo gledalcem, če mogoče kdo ne ve, Darko, če se strinjaš. Skratka, Maribor je ponudil pogodbo za naslednjo sezono pač prvemu vratarju Mure in v bistvu to dal v javnost. To je prišlo v javnost. Zdaj sicer pravi športni direktor Šuler Maribora, da so se že dalj časa pogovarjali s klubom, ampak ne glede ga zlomka, lih pred zadnjim krogom so pa pač ocenili, da je potrebno stopiti v stik tudi s samim igralcem. In ko je Mura to zvedla, je seveda suspendirala pač svojega prvega vratarja. Verjetno je res čudno, da braniš na tekmi, ki je to zadnja tekma v tem dresu, ker naslednjo boš pa igral že za tistega, proti kjer mu zdaj braniš. In je zaradi poškodb drugih vratarjev potem kadet, 17-letnik je stopil v vrata Mure. Ki je debitiral in mislim, da je ravno to, kar sem prej omenjal, Maribor je iz institucije nogometne postal nek mešetar, šibičar na tržnici. In je grozljivo, jaz upam, da ne vem, če se vrnemo nazaj, ko je Maribor vodil Zahovič v svojem nekem, kako bi temu rekel, karizmatičnem stilu, če se lahko tako izrazim. Mogoče celo nekako poskušal biti slovenski Zdravko Mamić. Če je tisto bilo hudo za Maribor, mislim, da je tole danes, kar se dogaja, da je vseeno tisto bil bolj gospodski klub, kot tole, kar danes počne Maribor, ko ni Zahoviča zraven. To sem te ravno hotel vprašati, zakaj recimo Maribor zdaj se mora posluževati takih prijemov, da postane državni prvak, potem ko se je poslovil Zlatko Zahovič. So res ti uspehi Maribora dolgoletni, ki so bili pač neločljivo povezani z funkcijo Zlatka Zahoviča v klubu, ali ti misliš, da so še kakšni drugi razlogi za to? Pa jaz mislim, da so. Jaz mislim, da se to nasploh vidi na tem področju Balkana, mogoče ali pa bivše Jugoslavije, da omejimo, da nekako klube morajo voditi karizmatični ljudje, ki lahko pripeljejo denar in ljudje, ki imajo nekaj znanja o nogometu. In mnogi veliki klubi s tradicijo ne uspevajo vzpostaviti tega sistema, ne uspevajo z nekimi demokratičnimi procesi, poskusi neke demokratične strukture upravljanja kluba, vzpostaviti
kluba, ki bi potem žel uspehe. To vidimo s Hajdukom v primeru naš Hajduk, delnicami in tako naprej, z nekimi upravnimi odbori, kjer sodelujejo navijači. Vidimo pa, kaj je 20-letni rezultat Dinama, kaj na koncu koncev Zvezda po neki stabilizaciji počne, da ne govorim recimo in na koncu koncev v nekih svojih okvirih zmožnosti tudi Koper z Anton Gubercom. Spomnimo se tistega poskusa izleta Borisa Popoviča, bivšega župana Kopra, spremembo dizajna, spremembo kompletnega nekega narativa, kaj Koper pomeni, kaj se je zgodilo s tem klubom. In zdaj s prihodom nekoga, ki pozna nogomet, ki pa vseeno drži neko distanco do stroke in stroko izbere in ji pusti neke odrešene roke, da stroka opravlja svoje delo, v primeru z najboljšim trenerjem letošnje sezone, koprskim trenerjem, se je to pokazalo kot izvrstna poteza in mislim, da v Maribor po Zahoviču težko, da bo vzpostavil, dokler ne dobi spet nekega takega, ki mora biti lider tudi ne v slačilnicah, ampak nek v tistih klubskih prostorih, kjer se odloča od mladinskega sektorja pa do tega, kdo bo fizioterapevt na klopi. Ja. Zdaj, Darko, če so začela v Kopru, pa pol šla v Maribor pa v Mursko Soboto, predlagam, da se za konec še vrnemo nazaj v Ljubljano, v Olimpiji. Olimpija v zaključku prvenstva pripeljala pač odmevno trenersko ime Roberta Prosinečkega, v končni fazi tudi bivšega selektorja Bosne in Hercegovine, tudi bivšega igralca Olimpije, kjer je igral ob koncu kariere. Zdaj, letos to ni prineslo še nekih rezultatov. Ti misliš, da bo Prosinečki ustal in a je lahko on tisti karizmatični člen, ki manjka Olimpiji, da se vrne na pota stare slave, če temu tako rečem? Ne bo samo on dovolj. Tu bi se spet vrnil na to, da je nek ta športni menedžment pomemben. Predvsem pa mislim, da pozitivno je predvsem to, da je že vzpostavljena neka kemija ljubljanske publike, navijačev Olimpije in Robertom Prosinečkim, ki pa sicer nima problemov s tem, kamorkoli je prišel, je on sprejet kot neka legenda, tudi v Angliji, v Portsmouthu, kjerkoli je bil. To je vseeno igralec, ki je igral med drugim in za Zvezdo, in za Dinamo, in za Real, in za Barcelono in tako naprej. In to so ljudje, to so igralci, ki svojo karizmo dodajo neko vrednost in mislim, da bo to vplivalo tudi na same igralce v garderobi. Je pa pomembno to, kdo bo tudi pač nekako držal te neke niti z vplivi menedžerjev, s temi nekimi poskusi masovnih transferjev. Vidimo, da je nekako Olimpija v zadnjih pol leta postala neka kolonija hrvaškega Osijeka. Tako da tu mislim, da je tudi pomembno, kdo je tisti, ki brzda te različne interese v ozadju, ki se pa vedno okoli takih velikih klubov bolj intenzivno nekako pletejo. V redu. Darko Mršič, najlepša hvala za ta uvid, ki si nam ga danes podal v slovenski klubski nogomet. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, ali je nogometni klub Maribor zasluženo prvak, že 739. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, zakaj in kako je dirka po Sloveniji postala eden največjih športno-promocijskih dogodkov pri nas. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.